Ko sem bila mala, okrog 10 let stara, in sem gledala televizijo in takrat, ko je padla stena Sovjetske zveze, je bilo veliko različnih stvari, reklame, ogromno, vse je bilo kot poplava vsega. Ampak sem takrat opazila, so bili prvi tečaji na daljavo tuji jeziki. In je bila reklama tujega jezika, angleščine, nemščine pa še drugih jezikov. In sem pri 10 letih sama pri televiziji to zapisala, potem pa sem šla na poštu in sem vprašala njih, kaj izpolniti, kakšen listik, in sem poslala pismo in sem se naročila tečaj angleščine. In ko je prišel ta zvezek, sem bila popolnoma zaljubljena. Vrhunske slike, angleščina za otroke. In jaz sem sama začela, še smo imeli take audiokasete, se učiti angleščine. V naši šoli na vasi nismo imeli kakega predavatelja, strokovnjaka. Pri nas je predavala angleščino učiteljica ruščine, ki je govorila s takšnim naglasom, da ne morem niti ponoviti tega. Ko ona je izvedela, da jaz sama si učim angleščine, jaz sem njej dajala te kasete in ona si učila pri mojih kasetah izgovorjave vsaj angleščine. Ampak časom ona je začela tudi kot mobbing se je začel, da kot pičela mene občasno, Nadja, ne rabi si učiti domače naloge, ker ona itak pozna angleščino. To ni bilo res, ampak takrat sem prvič začutila, kako to je, če ti nikomu pomagaš, nekaj se učiti, ampak ker on je kao više tebe po statusu, torej učitelj, on vseeno se počuti mogoče nekako slabše in potem bo probal tebi pičiti, ampak to je že smer psihologije, v kateri mogoče malo kasneje bomo pogovarjali. No in tukaj, takrat prvič sem začutila, da moja angleščina je postala mojim fundamentom. Zahvalo angleščini sem odprla zase cel svet. Torej, niti revna bajta, revna družina, nič ni bilo več omejitve zame, ker sem mogla se učiti. In ta občutek, da če si želiš, lahko marsikaj se naučiš, zdaj pa res imamo internet, polno vsega je zastonj, lahko gledaš od Harvarda ali pa od Stanforda različne učne ure tistih predavateljev, o katerih smo mogoče samo sanjali v preteklosti. Zdaj pa vse lahko pogledamo zastonj. Samo želje si moraš imeti. In zdaj moja zgodba s tujimi jeziki tudi se nadaljuje. Mogoče ste videli ta podcast, ko sem ga naredila, Polyglot, ki se reče, tako se imenuje. In tako se učim v angleščini, francoščino, drugače slovenščino sem tudi učila v angleščini. To je ful zanimivo, ker obvladam druge slovanske jezike, ampak do slovenščine sem prišla skozi angleščino. Nikoli nisem mislila ali pa računala, da bi to bilo res nekaj pravilna izbira, ampak sem samo si želela se učiti. In ta moja želja, ta moja lahkota po znanju, ali pa mogoče bolj pravilno reči želja, ne vem, kako bi vi to rekli v tem primeru, ona mi je vedno pomagala. Ker če si začutiš pri sebi tako željo se učiti, to pa res je neka nadarjenost, je darilo od Boga, ker marsikdo tega sploh nima. In vsa ta izobraževanja meni so pomagali postati to, kar sem danes. In tudi, če marsikaj se lahko zgodi, marsikaj se je zgodilo tudi v življenju in sem emigrirala. In ko emigriraš, nikoli nisem mislila, da to pa veliko korakov je nazaj. Ampak, če imaš v glavi nekaj, če si celo življenje se učil, nihče tebi tega ne more vzeti ven. Ker to vedno ostane pri tebi. To pa je kapital. To je tvoj kapital, ki ga noben ne bo mogel vzeti. Ko ljudi se lotijo, vsak nekaj deli 50-50, pol, da to je moja skodelica, to pa je moja žlica, to pa je moja. Meni čisto vseeno. Meni vseeno. Ker vse, kar sem mogla, sem si vzela v svojo glavo. Vsak dan. Najbolj bogati moški pri tebi, vseeno, se uči. Vse uči in to je tvoj kapital. To je tvoje zavarovanje. A zdaj pa popolnoma pogosto reklamirajo
ta iluzija, da lahko si najdeš kakega bogatega moškega in to je to, življenje je uspelo. Niti ne. To nič od tega, ker on pa tudi lahko bo najboljši moški na svetu, ampak on lahko umre, s čim pa ti boš še ostala. To ni je neka taka pravilna izbira in zelo pametna, zavestna, ker če on ti ne bo pustil kakšne pasivne, kakšne biznese, ki bo ti dali pasivne prihodke, to tebe ne bo moglo zavarovati. Ampak, če ti mogoče zdaj nič nimaš materialnega, ampak imaš veliko česa v glavi, ti pa imaš kapital, ker nikoli ne boš mogla propasti v kakšnikoli državi. Pri kakšnikoli okoliščinah, ker če ti si izobraževana, ti imaš kapital. Ostalo pa ni pomembno. S tem kapitalom lahko vedno, mogoče rabiš nekaj časa, ampak staneš na noge.